Na idejo sem prišel pred 6 leti, ker imam veliko prijateljev, ki se ukvarjajo s športom, vrhunskim športom. Sam sem tudi prejšnja leta v tujini zasledil, da s tem dražbam kar precej sredstev se nabere. Ker smo pač na Jesenicah, pa v okolici imamo precej otrok, ki si tudi letovanja ne morejo privoščiti zaradi raznih razmer. Sem se odločil, da prijatelje poprašam, če bi hoteli sodelovati pri sami akciji, da mi podarijo svoje drese, na primer. Kako poteka zbiranje športnih oblačil? Največ imam osebnih prijateljev med športniki, ki mi donirajo. Potem se pojavijo prijatelji od prijateljev, ki mi pomagajo, in oni potegnejo ene svoje, veze, povejo o akciji, za kva se gre, da je transparenten namen, da vse poteka preko Zveze društev prijateljev mladine. In se nabere od 15 do 20 artiklov, je bilo vsako leto, to sezono smo na 34 artiklov. Ali vam športna oblačila podarijo tudi športniki, ki so znani v športu? Tako je, tako je. Imel že veliko imen na sami dražbi, to sezono največje ime je verjetno Jan Oblak, naš vratar, ki je verjetno med top 3 na svetu, kot Miloš Teodosič, na primer, ravnokar je bil prvak košarki v Evroligi. To leto so mi pristopili tudi zveze, kot Hokejska zveza Slovenije, Nogometna zveza Slovenije, Košarkaška zveza Slovenije, ki so mi poslali tudi po en artikel. Kako se otroci potem določijo, pri tem vam pomaga Center za socialno delo, kateri otroci bodo pač odpotovali na morje za teden dni? So to otroci, ki jim starši ne morejo plačati morja? Tako je, žal je situacija ni ravno blesteča, čeprav se iz leta v leto popravlja. Vse poteka preko socialnih delavk, ki delujejo na teh šolah in so oni najbolj seznanjeni, katere družine pač imajo velike probleme pri izhajanju iz meseca v mesec. Kdaj bo še potekalo zbiranje športnih rekvizitov? Akcija poteka na Facebook strani 6. dobrodelna dražba športnih artiklov. Tam je v albumu dražba, pod katero se lahko licitira pod samim izdelkom. Dražba traja še do 29. 5. do 20. ure.